Takole, gospe in gospodje, tudi z moje strani lep pozdrav. Jaz verjamem, da je tole en zapis, ki sem ga leta 1996 objavil v sobotni prilogi ob razstavi o Bleiweisu v Kranju. Tukaj med nami je tudi direktorica našega muzeja in kolega Gašper Peternelj, ki ga čaka naloga, da bo postavil naslednje leto novo generacijo te razstave. Jaz sem s kolegom Jezernikom večkrat govorila tudi o Bleiweisovskih zadevah in seveda je, mislim, da je imenitno izhodišče za muzeologizacijo, refreshment, tega je ravno ta posvet. Se pravi, da tudi z eno muzejsko, jaz bi rekel, abstrakcijo in konkretizacijo lahko pride do zgodbe, ki bo mogoče tudi vse te odlične pobude tega posveta materializirala. Se pravi, jaz bi začel, da Vitez Trsteniški je Božo omenil malo prej, ampak če pogledamo tale naslovnike, kako so naslovili, kako nagovarjamo Bleiweisa, vidimo, da je Vitez Trsteniški v kazalu tega našega posveta rahlo, bi rekel, abstinenčen, ga nekako ne opazimo, da je pa to zelo nerodno, ko gledaš vsebine posvetov, vidimo tukaj Josipina Urbančič, Trnograjska in samo Josipina, in vidimo pa, da je ena gospa iz Gradca napisala Josipina Toman. Se pravi, ona je bila Tomanova, ampak vzdušje ta hip v eni tej strokovni sredini je, da je bil Toman Lovro ena baraba, ki je v nesreču Josipino in se ga kar odreže. Skratka, vstopamo v ta ljubki svet slovenskih sožitij, sobivanj in redukcij. In jaz mislim, da je ta kardeljanska paradigma okrog vitezov in podobnega dobi že zelo praktičen izraz v ljudski revoluciji, ki vidite na tem enem seznamu, enem pregledu požganih gradov, jih okrog 100 skurijo partizani, seveda običajno z inventarjem med seznamom. Umorjenih plemičev je pa z partizanske strani kakšnih 15, se jih brez težav najde. Ampak če smo zdaj lahko malo bolj nazorni, grad, na katerem je živela Josipina Trnograjska, je Turn pri Preddvoru na Potočah. Od Urbančičev ga kupijo Detele. Grad je seveda zdaj popolnoma devastiran, jaz bi rekel v hiralanco spremenjen. Ampak tukaj vidimo en rahel inventar ob popisu januarja 1946. Detele in Palmove seveda niso mogli pregnati z izbrisom iz volilnega imenika, ker jim to ni uspelo in jih potem spremenijo v Nemce. Skratka, v 14 dneh, se pravi malo pred Božičem, do začetka januarja je grad temeljito oropan, vidite, da ni nobenega drobnega inventarja, spraznjene so kleti, ampak od teh nekaj tisoč predmetov je pomembnejše umetnostno-zgodovinske predmete pri vlogi za denacionalizacijo naslovu gospod Palam, ampak od tega je najdenih samo nekaj slik v Narodnem muzeju. Ironično je, da Oto Detela starejši, ki je bil s tem tudi zbrisan, je drugi slovenski deželni glavar za Kranjsko. Izgine. Njegov sin Oto Detela mlajši plemeniti je silno imeniten okrajni glavar, zelo zaslužen za Bohinjske planine in cel kup drugih zadev, in je pa imel seveda to smolo, da žena umreta od lakote v marca 1946 v imenitnem taborišču, ki se mu je nekdaj reklo Bogoslovje v Mariboru. In zdaj pa, če smo pri identitetah, se pravi tale punca, tukaj je Juta, tedaj Palam, rojena Slovenka, izgnana kot Slovenka, poročena na Dunaju z grofom Auerspergom in je sedaj Juta grofica Auersperg, ki se vrača v deželo in preprosto se uči slovensko. To se pravi, da te spremembe so razmeroma pestre. Vračamo se pa nazaj v to našo deželo z eno zelo enostavnim vprašanjem. Namreč te slike, ki so na tej fotografiji, so bile leta 2008 vrnjene. Slike, ki so pa na drugi strani, ki se ne vidijo, pa niso vrnjene. Čeprav so vse strokovni in drugi argumenti, da so to slike, ki pripadajo vsem, se pravi, ta dežela, še zmerom kardeljanska paradigma, velja tudi za pravico do lastnine.
Zdaj bomo pa šli k Dragu Jančarju, ker je zelo zanimivo vprašanje, ki se tudi veže. Se pravi, to, kar smo se o dežmanovskih, grabelskih in ostalih razpravah tukaj slišali, Drago Jančar maja 1974 dobi nagrado Tomšičevega sklada, se pravi, je kardeljansko blagoslovljen, čez pol leta je pa obsojen na 1 leto aresta, ker je ekskomuniciran iz kardeljanskega obzorja, ker je pač bral prepovedano knjigo. In potem je Drago Jančar naredil razstavo Temno stran meseca, zdaj smo imeli 20 let, nastopil v Delu in leta 2007 v Delu obupa, ker ga je pravoverno bralstvo ekskomuniciralo. Izgubil je preprosto voljo do pisanja tam in Alenka Puharen je pisala, da je bilo treba poklicati partijo, da bo vzdržala vznosno raven socialistične samoupravne demokracije, Netilca Nemira pa nagnati. Šlo si seveda ta, da na tej sliki je Alenka Puhar takoj ob Jančarju. In zdaj imamo klasičen dežmanovski sindrom, ali sta ta prava Alenka in Drago, ali nista ta prava. Ne? In moram reči, da zadeva ni tako naivna, ker oče naroda, Janez Stanovnik, je meni Dežmanove grable v eni televizijski razpravi vrgel, kar pod zobemi jih je vrgel, ali pa pod žnable. Ne? Ampak Drago Jančar potem se vrne nazaj, napiše tole zgodbo, se pravi bestseller in prevodov nič koliko, in pripoveduje seveda o Kseniji in Radu Hribar, ki sta leta 2000 sodno rehabilitirana, leta 2015 izkopana, pokopana, postavljena spominska plošča in predsednik Pahor se opraviči za ta zločin. In seveda je zdaj ta zelo enostaven problem, ali je predsednik Pahor renegat in odpadnik, ali pa, ko bi Otto Luther rekel, negacionist in revizionist, ali pa je, recimo zdaj stvar je šla še naprej, ker je to knjigo predsednik Pahor nesel ob 100-letnici konca Prve svetovne vojne v Pariz, ampak spet se pa vračamo k lastnini, Kofetarca je namreč Hribarjeva, pa jo Narodna galerija oziroma država Slovenija ne da in niti ne sme, se pravi, lastnik ne sme pa z njo razpolagati in se spet vrnemo k temu dialogu. Ampak jaz moram reči, da tukaj je le treba iti malo v globino. Stvar je tako enostavna, naprimer, da Dom upokojencev Preddvor ali pa občina Preddvor in tako naprej ne pustijo Juti Auersperg pokopati svojih v Avstriji umrlih staršev v kapelo pri gradu, ki je njuna, ampak ti ontološki temelji tega našega pogovora so pravzaprav vezani na tisto, kar je tudi Božo rekel, na umiko in spodobnost. In recimo, nedvomno je že lep čas jasno, da se grobov ne uničuje, na to nas napotijo Haške, Ženevske konvencije in pa za Jugoslavijo posebej mirovni sporazumi v Versaju, Saint-Germainu in Trianonu, ko kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev sprejme zakon o grobovih, pomeni, da se je enotnost pri postopanju z vsemi grobovi brez razlike je temeljni diktum. Ta diktum dobi malo spremembo, kardeljansko, če lahko tako rečemo, če ohranimo to obzorje, da je treba nekatere odstraniti oziroma zravnati tako, da se izbriše vsaka sled za njimi. In to pomeni, da je Slovenija ta hip država, ki ima od 200 000 mrtvih, za katere bi mogla skrbeti za drugo svetovno vojno, ima 20 000 grobov v registru prebivalstva. Gre pa za to, ali smo sposobni se o tem pogovarjati, ali bomo po kardeljansko upravili z njimi, tako kot se je z Blajvajzom in še z marsikomu drugmu. In za vso to dozo trpljenja, ki ga recimo nedialoškost tega našega stalinističnega in samoupravnega titoizma povzroči, ali bomo lahko to gledali v enotnem paketu, ker stvari so, veste, tisto človeško občutljive, to je, jaz zdaj hodim malo naokrog pa gledam, kaj je od prve in druge vojne ostalo po družinskih grobovih, ker je zakon slovenski iz leta 2003 je po mojem okrog 20 000 partizanskih grobov družinskih zbrisal, ampak glejte, to je čisto zanimiva usoda. Vicekonzul umre marca 1945 v nacionalsocialističnem koncentracijskem taborišču in ko sem preveril, ga ni v popisu žrtev
žrtev Inštituta za novejšo zgodovino. Kaj se je z gospodom zgodilo? Najbolj normalna hipoteza je, da je bil verjetno ta pročetniška frakcija aretiran in izginil in izbrisan. Potem imamo tukaj življenjepis iz leta 1945, tovariša doktorja Jožeta Pesjaka. Leto dni se bori z Nemci, dokler ga niso čeri Storžiča skrile zavedno. Grob je v evidenci zavoda, tukaj pa piše maja 1942. In je stvar zelo enostavna. To je prvi komandant Kranjsko-Storiškega bataljona, noče izvajati, vstaje ravno po partijskem nalogu, gre v Ljubljano na pogovor, tam ga mahnejo s sekiro, nekako preživi, se vrne na Gorenjsko in ga tam ubijajo do konca. Ta zgodba poteka seveda v ravno takem pogovarjanju kot o Blajvajzu, kako se bomo sporazumeli. Ker vidite, to je v Tržiču, ko so postavljali ta Batičev spomenik, postavljamo spomenik revoluciji preteklih in bodočih dni, skoj, partija, skoj, OF. In to je natančno besednak nacionalnega programa, kot ga je koncipiral Kardelj. In zgodi se pa zadeva, kako je pomembno, ko se razpravljamo, naprimer, tudi ta negotovost, a je Blajvajz malo bolj liberalen ali malo bolj konzervativen. Poglejte, to je en zelo resen komunist, Metod Dolinšek, aretiran in do konca vojne v bistvu v lagerju in o njem niso zasliševalci izvedeli niti imena. Se pravi, razmeroma resen junak in kot vidite, vrsta funkcij, podpredsednik ljudske skupščine, prezidij, generalna direkcija elektrogospodarstva, tovarna Rok. In to je iz Wikipedije legenda, naj bi bil strani Edvarda Kardelja odstranjen. Dokumenti so razmeroma bolj enostavni, ampak vidite, da je tudi tukaj v življenjepisu, je pa piše vse dobo do leta 1954. Leta 1954 je pa delavec v tovarni Saturnus. Ena zanimiva sprememba, minister postane ročni delavec, ki to nam pa pojasni zapisniki zapisnikov, zakaj je bil izključen iz partije, zato ker je šel na mamin pogreb in mama je bila cerkveno pokopana. To so zelo enostavne drže, ki nam kažejo pa ne dialoško strukturo, ki je v tej deželi pustila za sabo pravo puščavo in naprimer en pojav, ki se mu reče farne spominske plošče, kjer je 14.000 pa nekaj imen, se pravi, ljudje nimajo groba, ker ga je oblast vzela, ljudje nimajo nobene pravice, ampak če smo spet pri ljubem kolegu Otu Lutarju, on temu pravi revizionizem. Ob tem, da je revizionizem pa drugo vprašanje, po vseh mednarodnopravnih aktih mora biti žrtev pokopana v veri, v kateri je živela. Se pravi, so vsi partizanski spomeniki praviloma mednarodnopravno narobe, tako da ne vem, kaj je revizionizem, ampak mi smo živeli v družbi, ki tudi štet ni znala. In zdaj danes, ko začnemo, kot vidite, smo od leta 1964 število žrtev podvojili, ampak ravno take stvari slišimo, ko govorimo o Blajvajzu. Je treba kaj prešteti, kaj razumeti. In niso znali niti svojih prešteti. Zgubili so 10.000 partizanov, 1500 talcev in podobne ljubkosti, ampak to je tisti fenomen zelo neumnega razumevanja, da je historični in dialektični materializem znanstvena metoda. In v ravno taki megli se gibamo, recimo tudi boge ženske se izgubljajo tudi v tisočih, ampak in Božo in Vesna Čopič in naš kolega Damir Globočnik so precej pisali o hudobnih ljudeh, ki so uničevali naše spomenike. To je italijanski spomenik v Trgu v Gorici, razstrelijo predvidoma dobobranci leta 1944. To je spomenik Sveti Marko, razstrelijo približno 1948-1949 naše zdrave sile. Tukaj imamo pa sploh en zanimiv primer na Sveti Gori, je Fabijanijev spomenik, ki ga razstrelijo seveda tudi ena izbrana družba z bodočim ministrom Marušičem na čelu. In zdaj, kaj je Fabijani v tej vlogi? Ali je narodni izdajalec, ali je žrtev? To so vse stvari,
ki nam kažejo univerzalnost spraševanja. Zdaj se pravi ta Dežmanovska debata in seveda tudi Anastazija Grina, Anton Aleksandra Auersperga, oba velika kranca. Tukaj pa kolega Hladnik pravzaprav eno zelo zanimivo izhodišče priporoča, da mogoče je bilo pa njuno stališče razmeroma moderno in bi se ga splačalo tudi z današnjega vidika gledati. Ampak jaz sem pa zdaj bi pa šel nazaj na tisto kar je Božo začel s to nesrečno cesto ljubljansko, a ne. Gre preprosto za to, da mi imamo tukaj pogled, običajen pogled sprehajalca na Janez Blajves, oče naroda v Kranju. Za Leo Sirk in ostalimi nastopajočimi nastopa tudi Janez Blajves. Če ga z ceste, kjer je večina pasantov, blidaš očeta naroda, ki dostojanstveno ti kaže hrbet. Takole pa z druge strani. Tukaj piše, da je oče naroda. Je tudi malce meglen, skratka, če je zelo zeleno, ga tudi tukaj ne vidiš. In tukaj je pa drug narodni veljak, ta hip zelo aktualen v strašanskih časteh, Josip Vitez Pogačnik, oče predsednik prve slovenske narodne vlade. Če se pripeljete proti Kropi, pri Podnartu, je tole tukaj gor spomenik Josipu Vitezu Pogačniku, drugemu očetu slovenskega naroda. To izgleda takole potem, poti gor ni, moram reči. Je lepo v gozdu, tako meditativno in spodaj lahko seveda, če se vzorno skleco narediš, se da prebrati, da je to ona, ne. In če primerjamo, potem imamo te dve mega režimski investiciji v Kranju, Prešerna in revolucijo in zraven nekako, in to je podobno ravnotežje, kot ga je Božo povedal za Ljubljano, ampak nedvomno. Potem je seveda, imamo pa zdaj v pokrajini dve konkurenčni okolji. Eno je seveda, to je Gaj junakov oziroma herojev na Jesenicah. Se pravi, tam prvi z leve je moj stric, se pravi Anton Dežman, pa je Vernik, Gregorčič pa Žvan. Potem še nekaj teh revolucionarjev. Tega tipa, se vidite tudi že vizualno, to so vsi enaki, to so bronasti ljudje. Ne? To niso samo funkcije. Potem je pa zdaj v bližnji Zabrezanci so imeli malo lažji posel, ne? Se pravi z Prešernom, Čopom, Janšo. In pa seveda ta par je pa že zanimiv, ker Franc Leški Finžgar je bil razmeroma favoriziran in je njegov spomenik bil vzorno urejen. Janez Jalan je pa pač padel na temo kulturnega molka in njegov spomenik njegov muzej urejen od njegovih sorodnikov prostovoljno. Loška aleja je zanimiva po ambiciji in tukaj najdemo dva, Tineta Debeljaka pa Borisa Ziherla, v bratskem paru, moram pa reči, da so pa le zmogli, Milan Komar jim je bil pa le preveč, se pravi, največjih slovenskih filozofov pa nema prola, za vse pa ne bo šlo. Jaz bi pa dal tukaj spet glede tega neravnotežja v pokrajini, se pravi, judenburški Anton Hafner ima tam imeniten spomenik, radovliški Boštjan Olip je pa ta lepi spomenik podrt in po novi maniri piše samo tu počivajo v Lipovi. Se pravi, en do spomenika, en zgine. In jaz bi pa to je te Tominškovi citati, se pravi, skrben oče v rodbinskem krogu, javnih zadevah, ampak ni mu mrzelo vzeti pero v roke in napisati spodbudno pismo. Človek v dialogu. Se pravi, otroštvo v 19. stoletju, jaz mislim, da on mlad od doma, njegova, se pravi, žena, mama bogega sina in sin mlad od doma. Se pravi, to so ta zadeve, ki mislim, da sodijo tudi v eno razumevanje. In pa ni se dal spraviti iz ravnotežja, se pravi, čuv in čuval je vedno, to so te stvari, ki jaz mislim, da je nerazburljivost po očetovsko prijazen, se pravi, manirlih in
nedvomno stalno delal. Jaz sem taka 96, sem se ravno poslavljal od liberalne demokracije in sem mi nekako v spisu svetoval, da ne bilo slabo, da bi se malo špegali po Bleiweisu, pa se žal niso in so zdržali 10 let Bleiweisov recept, je le malo trajnejši. Ampak se da prav, tudi ta 70-letnica, ki jo je Božo že omenil, jaz mislim, da je ta finis koronatopus, se pravi, da je on le eno to ustvarjalno življenje zaključil. Zdi se mi pa, da je prav, da če smo to kardeljansko paradigmo kot eno vladavino nasilja in monopola ohranjali, da je prav, da pa poudarimo, da bomo pa mi le junake, ki mogoče sodijo v Bleiweisovo kulturno obzorje, recimo, se pravi Jože Pučnik, zgodba je razmeroma znana, ampak to je eno pismo, ki ga piše iz zapora in v njem prav bojim se, da ne bi začel sovražiti, mrzeti ljudi, ki so odgovorni, in da ne bi želel črno-belo soditi. To je nauk, ki mislim, da je univerzalen, se pravi z nenasiljem nad nasilja. In drugi je Ljubo Sirc, ki je prav tako eno to mistično izkušnjo nenasilja opisal v svojih spominih. Je pa dejstvo, da sta tako Bleiweis kot Sirc oba dva Kranjčana in bi bilo prav, da bi se izpod sence revolucije in Prešerna pojavila tudi njuna veličina v podobnem obsegu tudi v memorialni krajini. Jaz si ne predstavljam, da bo ta dialog lahek, ker pač ta moja izkušnja je se od leta 1982 se neprestano z enim tem blokom, ki se mu reče komunistični veterani, dopisujem. Tudi jaz moram reči, tudi kolega Jezernik je bil na eni seji marksističnega centra tam leta 1982, ko sem napisal eno prvo pismo, da samo gledati skozi okno centralnega komiteja je malo premalo, ampak v tem dolgoročni izkušnji bi pa le rekel, da zdaj, ko se stvari nabirajo, tudi ko vidim, koliko je novega v primerjavi z letom 96 v Bleiweisu, je ta temeljna izkušnja nenasilja, solidnega profesionalnega dela in vsaj ene minimalnega sočutja in obzirnosti do sočloveka je tista, ki pravzaprav povezuje en ogromen obseg tega pozitivnega potenciala, ki ga tudi v slovenskem prostoru imamo. In tako da jaz se organizatorjem res vam čestitam in se vam zahvaljujem za vse te pobude, ki so bile izrečene in verjamem, da lahko recimo s to novo generacijo razstave dvignemo spraševanje o Bleiweisu v spraševanje pravzaprav o enem profilu slovenske omike in spodobnosti tudi za prihodne čase. Hvala lepa.